Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Ob slovenskem kulturnem prazniku v Celju podelili priznanja Celjske zvezde. Za življenjsko delo ga je prejela Goga Stefanovič Erjavec. V Žalcu ob kulturnem prazniku podelili najvišja občinska priznanja na področju kulture Savinova odličja. Ob katastrofalnem potresu v celjskem partnerskem mestu Gaziantep so žalje izrekel tudi celjski župan Matija Kovač. Boleč poraz Laščanov na svojem igrišču za točko izgubili proti LTH Castingu iz Škofje Loke. Na osrednji proslavi mestne občine Celje v počastitev slovenskega kulturnega praznika je celjski župan Matija Kovač podelil priznanja Celjske zvezde. Sinoč je tako v dvorani Narodnega doma Celjsko zvezdo za življenjsko delo prejela plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Goga Stefanovič Erjavec. Osrednja slovesnost ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku v mestni občini Celje je, kot je to običajno, tudi tokrat potekala v dvorani Celjskega Narodnega doma in sicer v ponedeljek 6. februarja ob polni dvorani občinstva, seveda. Letošnjo slovesnost so posvetili tudi pesniku Karlu Destovniku Kajuhu. Slavnostni nagovor pa je tokrat pripravila Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra, ki je nekaj misli o pomenu praznika danes delila tudi pred našo kamero. Kulturni praznik se mi zdi, da je ena taka posebna priložnost, kjer se lahko umirimo in zazremo, kaj vse smo dosegli. Hkrati je pa tudi to možnost za neko refleksijo kot družba, kakšno družba si želimo biti v prihodnosti. Tako je tudi danes moj govor bil predvsem namenjen temu, kakšne družbe si v prihodnosti želimo, kakšno kulturo oziroma kakšno zgled in odgovornosti, ki so del kulture, dajemo tudi mladim. Na slovesnosti pa je kolegi direktorjev javnih kulturnih zavodov v mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že petič podelil tudi priznanja Celjske zvezde za najvidnejše dosežke na področju kulture. Komisija v sestavi Matjaž Brežnik, Nenad Firšt, Matija Plevnik in dr. Aleksander Žižek kot člani ter dr. Zoran Pevec kot njen predsednik je tokrat v skladu s pravilnikom o podelitvi priznanj Celjske zvezde podelila dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih 2 letih. Boštjanu Antončiču, vrhunskemu celjskemu plesnemu ustvarjalcu, ki živi in dela v Bruslju, a se občasno vrača tudi v Celju, katerega spekter del je impozanten in mu s to nagrado izkazujejo priznanje za vrhunske umetniške dosežke, ki navdajajo s ponosom in v domači plesni prostor prinašajo zgled, ki ga ni mogoče spregledati. Ter društvu Škratovo lutkovno gledališče Celje, ki je ustvarjalna skupina na področju lutkovne dejavnosti in je prelomnega pomena za Celje, saj do njenega delovanja pred 19 leti mesto ni imelo stalnega tovrstnega udejstvovanja in ga v teh letih zaznamuje stalna kakovostna rast, vzpon in odzivnost v domačem in širšem slovenskem okolju. In kaj dobitnikom pomeni prejeto priznanje? Jaz priznanja jemljem zelo mogoče, kako bi se temu rekli, lepo, da so tam, ampak jaz grem še kar naprej, tudi če je priznanje ali pa ni. Za nazaj nam pove, da smo dobro delali, za naprej pa, da ne bomo popuščali. In ravno smo sredi ustvarjanja nove predstave o Almi Karlin, ko bomo našo veliko popotnico, umetnico, prikazali skozi lutke najmlajšim, od 1 do 8 let. Priznanje Celjske zvezde za življenjsko delo pa je prejela celjska plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Gordana Stefanovič Erjavec, ki že 47 let pomembno ustvarja izjemen tovrstni milje na Celjskem in tudi širše in je svojim pedagoškim delom, koreografijami in kot plesalka bistveno zaznamovala kulturno-umetniški prostor na področju sodobnega plesa.
in kaj njej pomeni prejeto priznanje. Pravzaprav mi pomeni ogromno, ker je vseeno že 47 let dela za menoj, torej od moje plesne kariere, prvotne, do pedagoške, do ustvarjalne, do koreografske, do vsega, kar sem v življenju dejansko naredila, še sama ne morem verjeti, koliko se je tega nabralo. In se mi zdi prav, da dobim ne samo zaradi sebe, ampak zaradi vseh tistih, ki so z mano kdajkoli delali, ustvarjali, so ustvarjali, potovali po svetu, doživljali izkušnje neprecenljive za življenje. Zaradi vseh teh mladih bom jaz večno mlada in sem zato hvaležna za nagrado za življenjsko delo. To pomeni, da me čakajo novi začetki. Vsa 3 priznanja sta nagrajencem izročila predsednik komisije za podelitev priznanj dr. Zoran Pevec in celjski župan Matija Kovač, s katerim smo se ob tej priložnosti med drugim pogovarjali tudi v kulturnem trenutku v mestni občini Celje. In kakšno njegovo razvojno vizijo vidi. Celje je kulturno središče regije. Celje bo v tem smislu še raslo. Zelo veseli smo lahko, da imamo tako široko razvejan sistem javnih kulturnih zavodov in verjamem, da bo v prihodnosti tudi pri samih ustvarjalcih, ki so v tem mestu prisotni in ki upam, da bodo v to mesto še prihajali, še več pobude za res kakovostne ustvarjalne pobude, projekte, da bomo pač v tem smislu rasli še naprej. Kulturno-umetniški program prireditve so oblikovali in izvedli. Glasbeni del vokalistka Nuša Ofentavšek in pianist Rok Zalokar. Recital dramska igralka Manca Ogorevc. Režija in montaža videa je bila delo Ize Skok, idejo zanj pa je ustvarila Aja Zupanec. Več o slovesnosti in podelitvi priznanj Celjske zvezde pa v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V Žalcu pa so osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku pripravili v domu drugega slovenskega tabora Žalec. Na njej je žalski župan podelil najvišje občinska priznanja na področju kulture, Savinova odličja. Letošnja prejemnica najvišjega priznanja Savinove plakete z denarno nagrado je Alenka Domjan. Domjanova je v lanskem letu prejela državno Valvazorjevo priznanje. Letos pa v prejemu najvišjega priznanja na področju kulture v domačem okolju ni skrivala čustev. Tako visoko priznanje v domačem okolju zvalovi čustva. In to se je danes tudi pokazalo pri meni. Nekako ga dojemam zelo osebno tudi zaradi tega, ker sem v tem okolju začela strokovno rasti. In potem sem svoje strokovne izkušnje nadaljevala več kot 30 let drugje, tudi v tujini, in se pred 10 leti vrnila v svoj domači, ne bom rekla rojstni, pač pa najstniški kraj in tu svoje izkušnje vsadila v Savinov likovni salon in dvorec Novo Celje in moram reči, da vsak korak, ki sem ga storila za ta kraj, sem nam ponosna. Žalski župan Janko Kos je Savinovi plaketi podelil Viljemu Kotniku za dolgoletno mentorsko pedagoško delo in Marti Vošnjak za promocijo likovne umetnosti. Prejemniki Savinovih plaket so letos Marija Zagoričnik za ohranjanje in promocijo folklorne dejavnosti, Mladen Melanšek za dolgoletno ustvarjanje na glasbenem in likovnem področju ter Dejan Tamše, ki je že vrsto let alfa in omega mednarodnega festivala Bumfest. Priznanje v domačem kraju je nekaj najlepšega. Zdaj, eno podobno sem dobil ob prvem Bumfestu 2007. leta. Je že zdaj dozrel čas, da pride novo priznanje in seveda vesel. Zame, če sem iskren, precej nepričakovano, ker v zadnjem času se z ilustracijami nisem niti nikjer izpostavljal, kaj preč s kakimi razstavami ali kaj podobno. To se pravi, da mislim, da težo tega priznanja gre predvsem bolj na glasbeno področje, ker tukaj pa moram govoriti v množini, ker s to skupino Grešna sapica
smo bili v zadnjem času precej pridni in smo izdali 12 avtorskih skladbic. To pa ni samo ena oseba, ampak je cel tim za tem, tako da hvala tudi njim. Kaj mi pomeni? Ja, najprej hvala lepa predlagateljem, da so me nekako opazili, in pa komisiji, da so to potrdili. Super je, če to opazijo, in v bistvu človek za to dela, da se nekako te zadeve, ki jih ustvarjam, ljudem predstavijo. Kultura je bila pomemben deležnik tudi v procesu nastajanja naše države. Zato moramo biti mi kulturi hvaležni in jo spoštovati, in tudi pri nas smo skozi desetletje, da nečem stoletje, imeli odlične kulturne ustvarjalce, ki so s srcem, s predanostjo, z dušo delali v kulturi, in tudi ta generacija premore izjemne kulturne ustvarjalce. To se je videlo danes po odzivu publike na kvaliteti tistih, ki so prejeli Savinova odličja. In kultura je tisto, kar je tvarina, kar daje moč eni taki majhni državi, kot je naša. In mi smo v tej dolini, v tej občini ponosni naše kulturne ustvarjalce, in vsi ti, ki so danes prejeli priznanje, so si jih zaslužili, ker so pač ponesli glas naše občine tudi izmen meja, dali so svoj prispevek tudi v mednarodnem prostoru, in menim, da je bila to ena boljših prireditev v zadnjih letih v tej dvorani, kar se tiče podelitev Savinovih odličij. In jaz se že veselim naslednje prireditve, letvico dvigujemo in vedno premoremo dobre predloge in imamo težko delo izbrati take prave, in letos se mi zdi, da smo izbrali prave prejemnike, in kar je najbolj pomembno, zdi se mi, da so pokazali, da so ponosni na to, da so v tej dvorani prejeli najvišje Savinova priznanja za svojo ustvarjalnost, in jaz jim lahko samo čestitam. Letošnji slavnostni govornik je bil eden izmed ustanoviteljev Hiše kulture Celje, trenutno pa vršilec dolžnosti direktorja celjske občinske uprave Gregor Deleja. V svojem govoru je med drugim izpostavil, da je kultura mnogo več, kot jo mogoče dojemamo takole, tudi skozi to, da ima svoj institut, kot je Ministrstvo za kulturo, in pa tudi skozi to, da smo Slovenci edini narod na svetu, ki posvečamo praznik. Da je kultura v bistvu prav vsak dan, predvsem pa prav vsak odnos, v katerega stopamo, katerega tkemo, in ne nazadnje, ki ga imamo tudi samim sabo, z vsemi drugimi, pa tudi s tistim živim in neživim, z tem našim planetom, ki nam dejansko omogoča, da lahko ustvarjamo, da lahko snujemo, da lahko sobivamo. In tudi to bi moralo biti sporočilo ne samo slovenskega kulturnega praznika, ampak kulture kot ene dediščine človeštva nasploh. Sporočilo, da če bi znali na prav način pogledati vse to, kar nam je uspelo v teh tisočletjih ustvariti, potem bi si morali znati želeti drugačno, boljšo prihodnost, ki pa se ustvarja spet tu, pri nas samih, v odnosu, ki ga tkemo samimi sabo, z drugimi, predvsem pa z enim stalnim prepravševanjem, ali je to, kar bomo storili, res dobro za vse. Ker če je dobro za vse, potem je dobro tudi za nas. V glasbenem programu je nastopil trio Firšt iz Celja. Katastrofalni potres, ki je včeraj prizadel del Turčije in Sirije, so občutili tudi v mestu Gaziantep, ki je pred 10 leti postalo celjsko partnersko mesto. Potres je tam terjal številna življenja, mnogo ljudi je ranjenih, materialna škoda je ogromna. Vodstvu Gaziantepa je celjski župan Matija Kovač ob tej tragediji že izrekel sožalje zaradi človeških žrtev in vzpodbudil zbiranje humanitarne pomoči. Župan mestne občine Celje Matija Kovač je danes župani Gaziantepa poslal dopis, v katerem je izrazil pretresenost ob slikah in posnetkih, ki prihajajo iz Turčije, ter posledicah uničujočega potresa, ki je prizadel naše partnersko mesto Gaziantep. Svojcem žrtev izrekamo iskrene sožalje in sočustvujemo s prebivalci Gaziantepa v teh težkih trenutkih. Upamo, da bo ob odzivu in ob pomoči mednarodne skupnosti odpravljanje posledic potresa čim hitrejše in doživljanje posledic tragedije čim manj boleče. Podporo in pomoč vam nudimo vsi prijatelji iz Celja.
V mislih smo z vami in prosimo, da nam sporočite, na kakšen način vam lahko najbolj pomagamo, je zapisal župan Matija Kovač. Na strehi nakupovalnega središča City Center v Celju bodo do letošnjega poletja postavili sončno elektrarno. Gre za skupni projekt vseh 5 nakupovalnih središč, ki jih v Sloveniji upravlja družba Spar European Shopping Centers, ki so že več let zavezana k aktivnemu zmanjševanju porabe energije in okolju prijaznemu delovanju. Skupna naložba je vredna več kot 5,5 milijonov evrov, zaključili pa naj bi jo do sredine junija. City Center Celje bo v sončno elektrarno z močjo 987 kW investiral 1,2 milijona evrov. Njihove emisije ogljikovega dioksida se bodo s tem letno zmanjšale za 299 ton, kar je enako, kot če bi zasadili več kot 13 tisoč dreves. V prihodnjih 25 letih bodo sončnimi elektrarnami nakupovalna središča proizvedla 61 gigavatnih ur elektrike, kar bo v tem času znižalo emisije ogljikovega dioksida za skoraj 30 tisoč ton. Naložbo, za katero imajo pridobljena že vsa soglasja, so načrtovali že pred energetsko krizo. Z njo pa bodo pokrili približno petino potreb SES-ovih nakupovalnih središč po elektriki. V 17. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja na domačem parketu izgubili proti Krki. Hopsi so bili neuspešni na gostovanju pri Šenčurju, Rogaška pa je na svojem parketu premagala Podčetrtek. V zelo pomembni tekmi za obstanek v ligi NKBM je Zlatorog na svojem igrišču za točko izgubil proti LTH Castingsu iz Škofje Loke. Pred srečanjem v Laškem sta bili moštvi Zlatoroga in Škofje Loke na prvenstveni lestvici po številu zmag izenačeni. Statistika dosedanjih medsebojnih obračunov je bila močno na strani Laščanov, ki so do sobotne tekme v Treh Liljah na 36 medsebojnih srečanjih izgubili le enkrat. V zadnje pol minute je najprej Copot zadel trojko za vodstvo Zlatoroga za 2 točki. Na drugi strani je bil Američan Kegler uspešen kljub posebni napaki Tratarja. Zadetim dodatnim prostim metom pa je Škofjeločane popeljal v vodstvo za točko. V zadnjem Zlatorogovem napadu je s prodorom poizkušal Vujasinović. Po avtu pa je gostiteljem enostavno zmanjkalo časa. Laščani so bili v napadalnem skoku boljši s kar 18:1. Od Škofje Loke so imeli 17 skokov več, a kljub temu na koncu ostali praznih rok. Ne vem, kako se može razložiti. Nobenemu ni všeč, noben se ni nadal. V ključnih trenutkih smo imeli malo mogoče koncentracije. Oni so mogoče imeli malo pomoč se strane, ne bom rekel koga, tako da prihodnost moramo zmagati čim več tekme, pa izboriti nujno obstanek v ligi. In kako je zadnji napad Laščanov, ki so po tekmi zahtevali osebno napako nad Vujasinovićem, videl domači kapetan, ki je bil v odločilnih trenutkih zaradi 5 osebnih napak že na klopi? Nismo izpoštovali na koncu, kad smo se zmenili, dobili smo kaznu. Sem bil na klopi, pa moje nezasluženo, tako bom rekel. Obe moštvi v Treh Liljah nista nastopili v popolnih postavah. Pri gostih je manjkal Dejan Milašinović, pri domačih pa Domen Lorbek. Ja, vedeli smo, da moramo igrati bez njega. Se smo mogli izvleči to i bez njega. Drugače se pa pozna ziher. Enega igralca manj, enega manj v rotaciji su mogli drugi pokazati to, tako da nažalost nismo pokazali to kad treba. V zadnjem krogu druge tretjine državnega prvenstva bo Zlatorog gostoval pri Krki. Je Polzela lahko zmagala Krku, lahko i mi to naredimo, samo treba spremeniti. Moramo pa čim več zmagati, to je nujno. Vse doma, ziher, pa še par v gosteh. Laščane v zadnji tretjini, ko bodo moštva odigrala 9 krogov, čaka izjemno težko delo, če bodo želeli ohraniti prvoligaški status. Trenutno za Polzelani zaostajajo za 2, za Škofjo Loko pa za 1 zmago. Ob tem imajo Škofjeločani tudi slabši medsebojni izkupiček, saj so izgubili obe letošnji medsebojni tekmi.
Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala. Le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -6, na Goriškem in ob morju malo pod ničlo. Najvišje dnevne okoli 0 stopinj, na Primorskem pa do 7 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo oslabel. Z vremensko napovedjo smo zaključili dogodke dneva na televiziji Celje. Želimo vam lep jutrišnji praznik, za danes pa je to vse. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.